dokaz, kako trd in neromantičen je slovenski jezik, vsaj v primerjavi z italijanskim ali pa španskim. Pa ga imam rad, kar takoj povem, da ne bo kdo užaljen. Oznaki kot sta quattroporte in benzina v italijanščini zvenita super, v slovenščini pa model avtomobila z oznako 4 vrata pač ne. In še en španski primer vam dam. Terramar. Hudo, ne? Oziroma po slovensko zemljemorje. Uvod pa zato, ker je ob meni čisto novi Cupra zemljemorje. Oziroma se bom raje držal kar španskih oznak Cupra Terramar. Enako kot Autodrom de Sitges Terramar v Barceloni, torej tamle spodaj. Mislim, kje druge naj pa naredi Cupra predstavitev svojega najnovejšega modela, kot pa v kraju, po katerem je dobil ime. Sicer zelo dvomim, da nas bodo spustili na oval, ker je star že 100 let in uradno zaprt od leta 55, mogoče me pa presenetijo. Ampak vem, da vas itak bolj zanima avto. Zdaj vedo že ptički in želve, da je Cupra samostojna znamka in ne več samo športni del Seata, no Terramar pa je njihov najnovejši križanec, ki je celo nekaj centimetrov daljši kot zelo priljubljen Formentor. Tole je v bistvu odgovor Volkswagenu Tiguan, da si boste lažje predstavljali. V bistvu oblikovno zelo zanimiv odgovor, če vprašate mene. Notri tudi ni presenečen, tole okolje mi je v bistvu dobro poznano iz ravnokar omenjenih modelov. Sredino armaturne plošče krasi ta velik zaslon na dotik s 13 palci diagonale, ki je v bistvu postal nekakšen zaščitni znak cele skupine Volkswagen in to s prihodom novega Passata. Imajo pa oblikovalci očitno tukaj bolj proste roke, zato ker je celotna notranjost bolj atraktivna za pogledati in s temi barvnimi dodatki tudi bolj zanimiva. Nekaj klasičnih stikal je seveda ostalo, večina funkcij pa je na voljo preko tega zaslona, ta ima hiter vmesnik, vidim takoj, no vseeno pa je tale notranjost nekoliko bolj zadržana kot pa pri električnem Tavascanu. Škoda, ali pa mogoče niti ne, ker nisem prepričan, da mi je tista notranjost sploh všeč. Samo na hitro še zadaj, evo, tudi na zadnji klopi je dovolj prostora, toliko ga ostaja v bistvu, če jaz sedim sam za sabo. Avto je konec koncev dolg 4,5 metra, zato je tudi v prtljažniku veliko prostora, 508 litrov, če sem natančen. No sej, zato pa tudi kupujete križance, ne, ker imajo veliko prostora. In v bistvu tukaj ga ne manjka. Poglejmo še motorje. Osnovni je 1,5 litrski ETSI, torej blagi hibrid 110 kW moči oziroma 150 konjički. Ta motor že dobro poznamo, ker ga najdemo v številnih modelih celotne skupine. Je fajn, sicer za moj okus malce dolgočasen, mu pa težko zamerim karkoli glede zmogljivosti ali pa porabe. Ta je v bistvu za tiste, ki hočete imeti drzno oblikovan avtomobil, pa ste obenem pragmatični in vas velika poraba in hude zmogljivosti ne zanimajo. Ker Terramar zmore tudi to. V različici VZ je namreč na voljo z dvema različnima motorjema, 2-litrskim turbobencinerjem s 195 kW moči oziroma z 265 konjički. Takšnega vozim zdaj in je super. In z 5,9 sekunde do 100 tudi zelo hiter. Ali pa z 1,5 litrskim benzinskim motorjem ter močnim elektromotorjem in skupaj kar 200 kW moči oziroma 272 konjički. To je priključno hibridna različica, s katero lahko prevozite na elektriko okrog 120 km in ta dostop uspeši v samo 5,4 sekunde. Je pa prtljažnik takšne manjši in ima samo 400 litrov. Tudi glede vožnje sem lahko kratek, Terramar se namreč pelje odlično, precej čvrsto in v zavojih zanesljivo, ni pa pretrd ali pa naporen. Mogoče lahko tukaj prišepnem, da na isti liniji nastaja tudi Audi Q3. Celo takšen VZ je v bistvu dovolj fin, da boste z njim brez težav shajali vsak dan in vam bo hkrati ponudil še nekaj dinamike, ki jo od znamke Cupra itak pričakujete. Več pa seveda v testu, jaz grem zdaj uživati medovinke. Oziroma, jaz in zemljemorje.